Poglejmo si, kako poteka sama seja v aplikaciji Zoom. Ko kliknemo v osnovnem meniju na New Meeting ali pa v seznamu Meeting, izberemo razpisano sejo. Pritisnemo na Start. Po kliku na gumb Start se nam pokaže seja, ki jo gostimo. S klikom na Join with Computer Audio bomo lahko slišali druge, hkrati pa se bo vključil tudi naš mikrofon. Mikrofon in zvočnik pa lahko predtem tudi preverimo s klikom na Test Speaker and Microphone. Po potrditvi se odpre okno seje. Spodaj se nahaja orodna vrstica, s katero krmilimo izvajanje seje. Med srečanjem lahko urejamo mikrofon in kamero s pomočjo ikon v spodnjem levem kotu. Trenutno imamo mikrofon vključen in kamero izključeno. Če želimo to spremeniti, to lahko storimo s klikom na posamezno ikono. Prečrtana ikona pomeni, da je možnost izključena. Za dodatne nastavitve kamere ali mikrofona kliknemo na puščico poleg ikone. Preko ikone Security, torej varnost, lahko sobo za sestanek zaklenemo s klikom na napis Lock Meeting. To pomeni, da se sestanku ne bo mogel pridružiti nihče več. S klikom na Enable Waiting Room omogočimo čakalnico. Če izberemo eno izmed spodaj izpisanih možnosti, lahko udeleženci v naši seji delijo njihov zaslon, klepetajo preko četa, se preimenujejo, ugasnijo svoj mikrofon. Participants pokaže na desni seznam udeležencev. Na vrhu so osebe, ki čakajo v čakalnici, da jim dovolimo na sejo. Ko gremo z miško čez imena, se pojavi gumb Admit, s katerim udeleženca spustimo na sejo, in Remove, s katerim izključimo osebo iz čakalnice. Izbira Invite nam ponudi več možnosti, kako lahko na sejo povabimo tudi druge udeležence. Pod tem je seznam udeležencev, pri vsakim se vidi mikrofon in kamera. To lahko kot gostitelj izklopimo ali vklopimo pri vsakem posamezniku s klikom na izbrano ikono, lahko pa tudi spodaj naenkrat utišamo mikrofone vseh poslušalcev. Mute All. To je koristno, ko je na seji večje število ljudi, ki bi lahko povzročali prevelik šum. Če število vključenih ljudi na sejo malo, Zoom učinkovito preklaplja med govorci. Chat oziroma pogovor. S klikom na izbiro Chat se pokaže na desni strani vgrajena klepetalnica, kjer si udeleženci lahko izmenjujejo sporočila. Sporočilo je lahko namenjeno vsem aktivnim udeležencem seje, to everyone in meeting, tistim v čakalnici, to everyone in waiting room, ali pa enemu izbranemu udeležencu. V tem primeru je to privatno sporočilo, ki ga drugi ne vidijo. Share screen oziroma deljenje zaslona. Privzeto drugi udeleženci vidijo sliko naše kamere. Na sestanku ali predstavitvi pa je bolj pomembno to, kako lahko delimo predstavitev, posredujemo zapiske ali pokažemo delovanje računalniškega programa. Po pritisku na gumb Share Screen se nam pojavi okno, kjer lahko izberemo deljenje celega zaslona, torej screen, prazno belo tablo, whiteboard ali pa enega izmed programov, ki jih imamo trenutno odprte, ter pritisnemo Share. Če želimo na primer pokazati predstavitev, lahko bodisi delimo odprt program za prikazovanje predstavitev ali pa cel zaslon in potem odpremo program s predstavitvijo. Pod zavihkom Advanced najdemo možnost deljenja ekrana samo v izbranem območju. Deljenje zvoka računalnika, recimo pri predvajanju YouTube posnetkov, in vključitev druge kamere. Z udeleženci lahko preko zavihka Files delimo tudi datoteke iz različnih oblačnih storitev. Z Rekord lahko vklopimo snemanje seje. Med sejo lahko pri posnetku naredimo pauzo, tako da kliknemo na gumb Pause. Snemanje pa ustavimo s klikom na gumb Stop Recording. Posnetek najdemo na osnovni plošči programa Zoom pod zavihkom Meeting End Recorded. Zaključek seje oziroma End. Ker smo gostitelji seje, imamo možnost, da sejo zaključimo za vse udeležence naenkrat s klikom na napis End Meeting for All. Ali pa sami sejo samo zapustimo s klikom na napis Leave Meeting. Pomembno! Če uporabljate brezplačno različico platforme Zoom, se lahko zgodi, da bo srečanje po 40 minutah prekinjeno. V tem primeru je najbolje, da udeležence na to opozorite in jih spodbudite, da se srečanju ponovno pridružijo z uporabo iste povezave oziroma ID.